spoštovani gostje. Vesela sem, da se letošnje srečanje s Prešernovimi nagrajenci odvija v Prešernovem gledališču Kranj. Predvsem zato, ker nas povezuje dvoje stvari. Najprej seveda ime našega velikega pesnika, druga je pa ustvarjalnost. In mislim, da je prav tista, da je ustvarjalnost tista, ki nas najbolj plemenito združuje in povezuje. Iskrene čestitke nagrajencem, vsem vam pa želim en prijeten večer. Veseli nas in v čast nam je, da Galerija Prešernovih nagrajencev lahko sodeluje z upravnim odborom Prešernovega sklada in njegovim predsednikom, akademikom profesor dr. Jožetom Trontljem. Kranj je Prešernovo mesto in želimo si, da bi ne bili le skrbniki dediščine, temveč v povezavi z vsemi nosilci kulturne dejavnosti v mestni občini Kranj, tudi del kulture in duha današnjega časa. Zahvaljujem se tako nagrajencem, kot obiskovalcem, da bomo skupaj delili današnji večer. Hvala lepa. Dober večer, jaz pa zdaj k besedi najprej vabim predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada in predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, gospoda dr. Jožeta Trontlja. Spoštovane umetnice, spoštovani umetniki, gospod župan, gospe in gospodje. Namen naše nocojšnje prireditve v Prešernovem mestu Kranju je trojen. Prvi je, da počastimo 8 vrhunskih umetnikov, ki so si zaslužili najvišja priznanja podeljena letos, 2 Prešernovi nagradi in 6 nagrad Prešernovega sklada. S prvima je bilo nagrajeno sijajno življenjsko delo pisatelja gospoda Zorka Simčiča in čudovite ilustracije pravljic slikarke gospe Marlenke Stupica. Upravni odbor so prepričale tudi izjemne stvaritve nadaljnjih 7 vrhunskih umetnikov. Za samospeve, izdane na zgoščenki Slovenija, je nagradil gospod Bernardo Fink in gospoda Markosa Finka. Nagrado je podelil Jožetu Vidicu za vlogi baritonista vojvode Lorenca v operi Črne maske in Grudna v operi Ljubezenski kapital. Nagradil je pesnika Gorazda Kocijančiča za zbirko Primož Trubar zapušča Ljubljano. Prevajalko gospod Marijo Javoršek za prevod rimskih političnih tragedij Pjera Korneja. Baletno plesalko gospod Regino Križaj za baletni opus v zadnjih 2 letih in režiserja Metoda Pevca za dokumentarni film Aleksandrinke. Prosim za velik aplavz spoštovanim nagrajencem. Drugi nocojšnji namen je še enkrat podoživeti slovenski kulturni praznik, obuditi spomin na množico lepih, pomembnih misli, izrečenih ob tem dogodku. Kultura obsega vse, kar iz Homo sapiensa v dobrem smislu dela človeka. Brez kulture ne bi bilo civilizacije,
ne človečnosti, ne etike. Umetnost pa je bistveni del kulture. Res izrečeno je bilo veliko lepih misli, ki si jih je vredno zapomniti. Tretji namen pa je pokloniti se Prešernu, njegovi poeziji in njegovemu večno aktualnemu etičnemu vabilu. To naj bi združevalo ljudi, ki dobro v srcu mislimo. To je današnjemu Slovencu osrednje sporočilo Prešernove Zdravljice. Prešernov praznik naj nas spomni, da nas samo kultura z etiko lahko poveže v dobro delujočo skupnost. V nacijo, ki bo znala negovati skrb za skupno blaginjo, obenem pa tudi za blaginjo posameznika. To, spoštovani, je pogoj za obstoj, za preživetje naroda. To sporočilo je danes pomembnejše, kot je bilo večino časa skozi zgodovino našega naroda. Prešernovo izročilo je poziv k temu sodelovanju. Kot je dejal minister, pristojen za kulturo, na lanski dragi v pozivu Slovencem. Dajmo domovinsko pravico spet tudi moralnim temeljem, pripadnosti, poštenju, medsebojnemu spoštovanju in, kot je citiral filozofa, tudi svetosti. Priznajmo drug drugemu, da smo dobri ljudje, ki imajo sicer nekoliko različna merila dobrote, a bi lahko delali skupaj. To vabilo, skupaj s Prešernovim, skupaj z etičnimi sporočili umetnin naših nagrajencev, si vzemimo k srcu. Lepo pozdravljeni še enkrat. Kot vidite, je med nami samo 7 nagrajencev letošnjih Prešernovih nagrad oziroma nagrad Prešernovega sklada. Moja naloga je predvsem, da bi vam predstavila ljudi, ki stojijo za temi vrhunskimi umetniškimi dosežki. Upam, da mi bo uspelo. Naj pa začnem z poslanicama, ki sta jo za to priložnost pripravila gospa Marlenka Stupica in gospod Zorko Simčič, ki se žal nocojšnjega srečanja nista mogla udeležiti. Torej, Marlenka Stupica je Prešernovo nagrado prejela za življenjsko delo in bogat ustvarjalni opus. Gospa Marlenka je v preteklih 50 letih izrisala domišljijski svet podob otroštva nekaj generacij. Nazadnje jih lahko vidimo v čudoviti zbirki, kjer so zbrane pravljice z njenimi ilustracijami z naslovom Drevo pravljic. Tukaj pred menoj je. In tako kot pravljice, ki jih je upodobila, jim dala likovno zgodbo, ima tudi ona svojo zgodbo. Zgodbo deklice, ki je nekoč davno oklevala postati zdravnica. Takole pravi: otroštvo v drugi polovici 20. in 30. sem preživljala v Ljubljani s starši in 3 mlajšimi brati. Rodila sem se v Mariboru, kjer je bil krajši čas zaposlen tudi moj oče. Po obeh starših sem sicer iz starih ljubljanskih družin, nekoliko pa tudi kraševka. To, da je kraševka, ni zanemarljivo. Ko me sprašujejo o mojih spominih na otroštvo, bi lahko povedala marsikaj. Imela sem 2 hrepenenji, tako veliki, da se spominjam, da me je, kot se reče, bolela duša. Prvo je bila želja, da bi v nedogled listala knjige s slikami, kar pa takrat ni bilo tako lahko dosegljivo kot danes, zato je bilo hrepenenje toliko večje.
Drugo je bila želja po risanju in slikanju. Igrače je niso nikdar preveč zanimale. Njena igra je bila izmišljena zgodb in pravljic, ki pa jih je menda risala že od 2. leta starosti. Dovolj je bilo, da je imela papir in svinčnik. In še danes, med pogovorom, ko jo obiščem, med prsti rada vrti katerega od njih. Zdelo se mi je, da brez tega ne bi mogla živeti, pravi. Začela sem vsak dan zjutraj in se nisem naveličala vse do večera. Še preden sem zaspala, sem si izmišljala naprej in v temi risala s prstom po zraku. Žal se nocojšnjega pogovora ni mogla udeležiti, čeprav si je srčno želela. Nikar ne pripovedujte o vseh mojih telesnih bolečinah, mi je danes zabičala v telefonu. Še pred tednom dni sva namreč skupaj razmišljali o logistiki, kako sem in nazaj v Ljubljano, kakšne so razdalje med galerijo Prešernovih nagrajencev in Prešernovim gledališčem, koliko časa bi morala na odru sedeti pri miru. To jo je najbolj skrbelo. A napor prejšnjih tednov je bil zanjo prehud, zapovedali so ji počitek. Prosila me je, naj vam sporočim, da ima poseben odnos do mesta Kranj. Njen stari oče, Alojzij Muk, je namreč nekaj časa kot gradbeni inženir služboval prav tu, v Kranju, kjer se je leta 1899 rodil njen oče. Moj praded, ljubljanski kamnosek, Toman, pa je naredil Prešernov nagrobnik v Kranju. Je še povedala in nam zaželela prijazen in, če bo le mogoče, tudi šegav večer. Umetnost namreč ne sme biti smrtno resna. Gospod Zorko Simčič, pisatelj, je Prešernovo nagrado prejel za življenjsko delo in bogat literarni opus. V najinem prvem pogovoru, ki naj bi bil priprava za nocojšnje srečanje, mi je takole dejal. Vidite, ta moj čuden opus od humorja pa do največjih tragedij v življenju našega naroda. Včasih je bilo pisanje zame pobeg iz krute resničnosti, drugič nekaj, česar ni moč natančneje razložiti. Izpolnjeval sem neko notranjo, skorajda prisilo, da nekaj napišem, drugemu povem. Sprašujete, katera zgodba je v življenju človeka najpomembnejša? Zagotovo ta, da dozoreva kot človek, da se zaveda, da je del večnosti. Človek ni samo slučaj, vržen v kaos. Vse stvari imajo svoj smisel, čeprav ta smisel ni vedno radosten. Nad svojo pisalno mizo, kjer sedim, imam, vse odkar sem se vrnil v Slovenijo, ukvirjeno Prešernovo pesem Pevcu. Ti verzi ne veljajo samo pesniku, temveč za vsakega človeka, zlasti pa za umetnika, kot nekakšen memento, opozorilo, da se zaveda, da človek raste tudi v sivih dneh, sredi čudnih nočnih ur, ali pa predvsem takrat. Ampak danes je svetav dan. Sicer pa mi je po telefonu za vas, dragi gostje, narekoval naslednje. Spoštovani, žal se nisem mogel udeležiti tega shoda na kranjskem Parnasi. Telo ima svoje zakone in če ga ne ubogaš, te lahko kaznuje. Toda v duhu sem z vami in rad bi pozdravil organizatorje tega večera, ki je, kot vidim, sporeda bogat. Rad bi pozdravil predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada, dr. Jožeta Trontla, kranjskega župana Mohorja Bogataja, vse prisotne, predvsem in zlasti pa svoje sonagrajence. Mi vsi smo iskalci lepote in resnice. Eden s čarom svojega glasu, druga s prenašanjem besede iz enega jezika v drugega, tretji s poezijo, četrta z gibi svojega telesa, pa spet peti z vekovečenjem zgodb preteklih časov na filmska platna. Različna sredstva, isti cilji. Vsi pa si danes v Prešernovem mestu še posebej želimo, da bi od sladkosti njega poezije potihnil ves prepir. Bile vesele viharjev jeznih mrzle domačije. V tem smo se enotni. Kot tudi v tem,
da bi se ta 1000 in 1000-krat recitirani vers uresničil. Verjemite, ni iluzija, če rečem, da s stvarnim upanjem pričakujem, da vremena krancem bodo se zjasnila. Vaš Zorko Simčič. Tako, zdaj pa gremo v živo. Najprej gospe Mariji Javoršek, ki je nagrado Prešernovega sklada prejela za prevod rimskih političnih tragedij Pierra Corneilleja. Gospa Marija, da ste postali prevajalka, na filozofski fakulteti ste študirali francoski in italijanski jezik s književnostjo, ter se na tedanji Ljubljanski univerzi učili še španščine, se imate zahvaliti svoji družini. Okolje je bilo tako, da je človeka kar sililo in zapeljevalo v tako delo. Torej, da nadaljujem. Mama je bila klasična filologinja in romanistka. Sestra je ob študiju klasične filologije izbrala še angleščino. Danes pa se s besedo kot francist in komparativist ukvarja tudi vaš drugorojeni sin, ki se mi zdi, da je tukaj. Skratka, knjiga je bila v naši družini vedno navzoča, ste rekli. Kot otroci smo brali po vseh kotih in bolj, ko je bilo prepovedano, bolj je bilo vznemirljivo. Zanima me, kaj je bilo najbolj prepovedano. No, prepovedano je bilo brati sploh leže, naprimer, pri slabi luči, ob času, ko bi moral delati kaj drugega. Z eno besedo, tisti ljubitelji branja smo pa vseeno vsak trenutek izkoristili, da smo lahko brali, kjerkoli, kadarkoli, z baterijo in podobno. Kaj pa ljubimec Lady Chatterley, to pa takrat še ni bilo? Prosim? Je mogoče kdo na skrivaj bral ljubimca Lady Chatterley? Ne, to pa ne, tega pa ne doma. Še doma. Ko smo se pogovarjali, je kar naprej v ospredje sililo spoznanje, da je prevajalec poklic, ki ni na očeh javnosti. In vi ste precej zaseben človek, tako da domnevam, da vam je to odgovarjalo. Ja, na vsak način zelo prijetno je doma sedeti, delati, premišljevati. In šele potem, ki je stvar narejena, ko si saj več ali manj zadovoljen, takrat pač pride javnosti pred oči, saj za svojim delom moraš stati, ampak ta postopek, ko je kakšen dan čudovit, pa si vesel zaradi enega verza ali pa zaradi 10, včasih pa popolnoma obupan, to pa ostane javnosti prikrito. Vi ste prevedli že več kot 60.000 verzov. Ja, nekaj takega čisto gotovega. Koliko jih lahko imate hkrati v glavi? Menda si je gospod Janez Menard pokojni lahko zapomnil. Ja, on je meni se zdi, meni rekel, a 30 ali 60 verzov si zapomni. Ne, jaz tega ne morem. Meni grejo verzi po glavi, dokler ne najdem pač rime ali ritma ali dokler ni napisan. Pol pa moram reči, da mi sicer znano zveni, tudi kakšna zveza, ki sem jo jaz uporabila, ne bi pa recimo mogla zdaj citirati ničesar, zato ker tega bilo preveč najmanj. Koliko časa ste prevajali Baudelaireove Rože zla? V začetku sem prevedla pač posamezne, take, ki so se mi zdele najlepše, najbolj očarljive naravnost. Pol sem pa začela od začetka, torej s prvo in po vrsti in ne spuščati, to je pa precej dolgo trajalo. Ampak to je bil prvi prevod, pri katerem sem Aleksandrince prevajala v enajsterce. Pa tudi malo preveč sem se oddaljila od originala. Pač slišali se je zelo bodlerijansko, ampak včasih je bilo malo spesneno. Tako da sem pol prevedla, popravila delno, pa na nov prevedla še dvakrat. Kaj vam je bilo pri Baudelairu najbolj všeč? Med prevajanjem? Ja, če zadeneš
če zadeneš barvo, nekako ton njegov, to ni samo število zlogov, pa rima, pa to, ampak vzdušje. Prevajate raje moške ali ženske avtorje? Zanj ste omenili, da je veliko žensk prevajam, pa to ni res, to je bil slučaj. Marie de France je res precej verzov, še tistih 12 lejev. Drugač pa ta glavne stvari so bili pa le moški. Dobro, so ženske pesnice, no, zdaj sem prevedla Louise Labé, ampak to je 24-25 verzov, pa neki elegij, pa še eno, ampak večinoma so bili pa le pesniki moški, ne? Gotovo ženske. Začela delati z eno Safo, pa ne vem s čem, ampak to so izjeme. Se vam zdi, da ženske drugače kujejo verze? Ne drugače kujejo, ampak imajo malo drugačen pogled na vse stvari na svetu, verjetno. Pač zato, ker smo različni, ne? Hrepenijo bolj ali manj? To je pa težko reči. Če sem prav razumela, se je včasih pri vas doma tudi povzdigovalo besedo. In nekaj so pri tem imele korekture. Ja. Kadar sva z možem šla kakšen tekst skozi. Z gospodom Jožetom Javoršem. Ja. Njegov ali pa od koga drugega. Pač lektoriranje je lektoriranje, naporno delo, včas pa ne veš, ali bi bilo boljš tako ali tako. In sva se seveda tudi malo spopadla okrog besede, vrstnega reda, da ne rečemo okrog kakšne vece. No in seveda, ker je imel vsak prav, ne, to se pravi oba, sva včas malo glas povzdignila, sta se otroka kar ustrašila, kaj je zdaj to. Ampak sta ugotovila samo korekture. Vam je prevajanje, gospa Marija, to bivanje med dvema svetovoma bliže kot resnični svet. Tako, ko si vas predstavljam pred kaminom, v fotelju, kamin zdaj že ne uri več, ne? No, trenutno se ne. Ja, bliže kot resnični svet, to nam moraš reči, je pa drug svet. Čisto gotovo, ko prevajaš enega avtorja, poseben tazga, ki ti je zelo ljub, se zelo vživiš v ta svet. In dokler to delaš, si od tega nekako kar obseden, bi človek rekel, ne. Res živiš, ali pa tudi v drami živiš s tistimi avtorji, z vlogami, ne, z eno osebo simpatiziraš, ene ne maraš, eni zamiraš to in ono. To gotovo podoživljaš na en način. Vi ste za razliko od vaše kolegice in prijateljice, prav tako prevajalke gospe Radovke Prančič, vedno prevajala ad hoc, se pravi, ko ste dobila prevod v roke, ga niste prebrala, temveč ste ga verz za verzom začela. Ja, ker je to veliko bolj zanimivo. Recimo, dobre pesnika poznaš, pa tudi poznaš nekatere pesmi. Pri drami pa kakšno že poznaš, ker si jo pač med študijem moral prebrati ali veš vsebino, pri marsikateri pa ne. In meni je bilo zanimivo, da pač tako kot predstavo gledaš, tako tudi prevajaš in gledaš, kaj se dogaja. Če pa že prej veš vse, pa ni več zanimivo. Vem, da imate veliko željo, da bi prevajali enega moškega, Karla Orlanskega. Ja, ampak tam mi dela pa težave. Ta ima pa pač to obliko pesmi, kjer ima samo po 3 rime, v velikem številu, zdaj se ne spomnim pač, kot so to dolge kitice. Nekaj sem jih prevedla, ampak pa sem pa malo upala. Ampak boste nadaljevala? Ja, nikoli se ne ve. Upam, da boste nadaljevala in da boste še naprej bogatila z vašimi prevodi mojo generacijo in generacije, ki sledijo, ker pod Lerijem sam. Hvala lepa, gospod Marija.
malce v zadregi, ker nisem našel prevoda v francoščino besede hrepenenja, Sehnsucht. Jo ni, no prav, to sem hotel videti, hvala lepa. Nostalži. Točno, hvala lepa. Francozi ni hrepenenja. Gospod Gorazd Kocijančič je za pesniško zbirko Primož Trubar Zapušča Ljubljano dobil nagrado Prešernovega sklada. Vi ste pesnik, prevajalec, publicist in tisti filozof, ki je po besedah Tineta Hribarja k filozofiji prispeval več kot ena filozofska šola. Ste tudi tisti mislec, ki piše knjige naperjene proti zdravi pameti. K temu še prideva. Obvladate 8 jezikov, prevajate, pišete, naj omenim samo Parmenidove fragmente, Proklove vrline bogoslovja, pridige, traktati mojstra Ekarta, duhovne osnove življenja Sovoljova, Čas in drugi Levinasa in tako naprej. Sodelovali ste pri nastajanju standardnega slovenskega prevoda Svetega pisma, ustanovili društvo Logos in ste dobitnik Sovretove in Rožančeve nagrade ter že več let samozaposleni v kulturi. V Vnuku urejate rokopisne zapuščine in pripravljate različne projekte. Naj se vrneva k Primožu Trubarju, k vaši pesniški zbirki. Imela sem občutek, da je Primož Trubar še bolj zagoneten človek, kot smo se učili v šoli. Kako ste ga doživljali, ko ste pisali v njegovem imenu? Jaz sem en od namenov, recimo, te pesniške zbirke je bil prav to, da nekako da mu vrne to enigmatičnost. Zdi se mi, da pravzaprav to, kot srečamo Trubarja v učbenikih, tako kot je v naši zavesti, da pravzaprav postane na nek način enodimenzionalen človek, da nima te čustvene večplastnosti, ki jo lahko predpostavimo pri vsakem človeku, zlasti pri nekem velikem informatorju. In ena od želja je bila tudi v pisanju, da se vrne to celovito človeško celovitost čustvovanja prek lirske govorice, temu ključnemu liku slovenske duhovne zgodovine. Če smem citirati nekaj verzov, vem, kaj govoriš, da skrivamo za nohti kri, vedno bolj črno, da je niti ne očistimo. Da, takšen je ta gadi zarad. V resnici je ta vaš Trubar zelo dalekoviden, kot da bi živel v današnjem času. Poanta te zbirke je, da ni, tle ne gre za neko vajo v zgodovinopisju, ampak je pravzaprav želim ta Trubar istočasno sem jaz, in jaz sem Trubar in v bistvu ta, pomeni zbirke nastanejo za bralca tudi, upam, ravno iz te oscilacije med sedanjostjo in preteklostjo. In seveda je namen ta, oziroma tudi, da jaz pišem zdaj, ta Trubar, ki spregovarja, v bistvu je kritično naperjen proti sedanjosti, proti sedanjemu trenutku. Ima cela zbirka v bistvu tudi neko, rečemo, politično razsežnost, družbeno kritično. Drži. In to vam je zelo uspelo. Naperiti ost in dati misliti. Omenil ste, da ste bil Gorazd Trubar in Trubar Gorazd. V čem sta si najbližje? Izbral ste več zadeve. Ena je ta, da se mi zdi, da je v tej zbirki razmišljam na nek način o svojem življenju, ampak ne konkretno o tem življenju Gorazda Kocijančiča, ampak o življenju ustvarjalca. Kaj je smisel pravzaprav tega, kar počnemo, oziroma to, da itak, čez 200 let ne bo nič več od tega ostalo. V bistvu je vse skupaj neko Sizifovo delo. Bo ostalo? Na neki seveda tudi Trubar to ugotovi. Samo tle gre za nek, lahko se farbaš v tem smislu, se bo, ostalo ime za mano, pa tako naprej, ampak če si pa res zastaviš to vprašanje, pa rečeš, se v bistvu čez 200 let ne bo tega nič ostalo. A ima smisel to početi? In
odgovor, seveda, to je trubara situacija, on je pač nekaj postavil v Sloveniji, poskušal nekaj narediti in se mu vse skupaj sesuje. In zdaj potem išče ta smisel. Kaj je smisel? In to, za mene je postavila to neka prilika umetniškega, duhovnega ustvarjanja kot takega, neke tudi, če hočete, neke pričevanske besede v nekem času in to je tisti odgovor. Tukaj mi je seveda zelo blizu. Druga zadeva, seveda, ki mi je pač blizu osebno, je ta njegova evangelijska vera, v bistvu, ki jo razumem ne v tem smislu kot preprosto neko nasprotovanje katolicizmu, ampak res tisto središčna evangelijska duhovnost in poskušam nekako pronikati v tej zbirki v ta substrat, v to substanco neke verske duhovne izkušnje. Drži? Bi mu bilo všeč to, kar ste napisali? Mislim, da to je Imam odgovor. Mislim, da ne bi tega razumel. To je pa zdaj ta skrivnost, da se v bistvu umetnost dogaja v času, da ima neko sintakso, ki jo pravzaprav ne moramo. Mislim, če bi to Trubarjev verjetno zdaj pač to zbirko dal, ne bi rekel, kaj je to, to ni nič, take besede to nič ne pomeni, Ampak to je pa zdaj ta logika neke govorice, ki se razvija v času, ampak če bi mu potem poskušal razložiti, mislim, da bi razumel in da bi na koncu rekel, da to pa ravno to tisto, kar hočem povedati. Zagonetno. Torej, kaj imate proti zdravi pameti? Je zdaj to nekaj, česar se bomo mogli izogibati? Ne, jaz sem zelo zdrava pamet. Ampak problem zdrave pameti je, veste, v tem, da se v njenem imenu, da se dogajajo zelo nerazumne in nespametne zadeve. In ta, recimo, gesta filozofije, ki nasprotuje zdrave pameti, je v bistvu neka drža, ki nasprotuje nekemu skritmu dogmatizmu. Tismu najbolj odvratnemu in ugabnemu dogmatizmu, ki se skriva za očitnostjo. Nekaj je čisto mi jasno, kako si tak tepec, da tega ne vidiš, ti nekdo reče, ampak v bistvu ta očitnost je v bistvu nek predsodek, je neka dogmatičnost. Tega so imeli nič koliko v zgodovini, ne vem, vzamete banalni primeri, manj verjetno ženska, pa črnca in tako naprej. To so bile vse očitnosti. In zdaj seveda gesta filozofije je vedno ta, da res poskuša zbuditi tisto pravo mišljenje, ki postavlja te predsodke pod vprašaj. In seveda obstajajo nekateri predsodki, ki so tako globoki, da ko jih filozofija problematizira, da se zdi povsem nora. Recimo vprašanje, kaj je sploh resničnost, a zdaj tukaj, ko nastopamo, ko ste v tej dvorani, je to nekaj bistveno različnega od tega, ko sanjamo. A je? To res? Ja, bi morala začeti filozofirati. Ne bom ti preprosto odgovoril na to vprašanje. Ampak obstaja... Ni dobro preveč prepričan, da je to tista resničnost. Zdaj ste se uprli nekemu poenostavljeno. Se pravi, da filozofija ni za vse. A obstaja neka dostojna rešitev za približevanje filozofije človeku? Tako da se ne počutite ogroženi vi filozofi. Razumem, seveda obstaja. Jaz mislim, da vsak človek na nek način v globini, da je filozof. Da vsak človek živi neko filozofijo, tudi v zadnji instanci. Delovanje vsakega človeka izvira iz tega, iz njegovega prepričanja o tem, kaj je res in kaj ni res, o tem, kaj je dobro in kaj je zlo. To je tisto, kar nas lahko, in to seveda ni nekaj, kar je bilo istovetno s temi našimi besedami, pa s tem, kar proklamiramo, da je res. Ampak tisto, kar globoko v črevih, kar je naše prepričanje o tem, kar je, iz tega izhaja pravzaprav celotno naše življenje. In zato seveda vsak človek si zastavlja temeljno filozofsko vprašanje, vsak na njih odgovarja. In zato je možno, seveda, če se filozof zaveda tega, če nikogar ne podcenjuje, če se zaveda, da je vsak človek pravzaprav ena neskončna enigma in tako, kot je rekel Pascal, človek neskončno presega človeka, če se filozof zaveda tega, se nikoli ne bo podcenjeval,
človeka tudi filozofsko neizobraženega, ampak mu bo skušal razložiti te svoje koncepte. Je pa po drugi strani seveda problematično to, ker, tako kot so prej recimo rekli za Trubarja, da verjetno ne bi razumel neke sodobne lirske poezije, tudi v filozofiji obstaja neko tisočletna tradicija spraševanja, in ta zahteva neko delo, nek napor, neko učenje. In seveda že spet ni to, kot je hotel nek kralj se v Aleksandriji naučiti na hitro geometrije in mu je nek slaven geometer rekel, ni kraljevske poti v geometrijo, tako tudi ni kraljevske poti v filozofijo. Ampak kakšen je svet, v katerem živimo, gospod filozof? To je zadnje vprašanje. Vsak od nas živi v svojem svetu. Se pravi, se moramo truditi, da je dober ta svet ali da je lep? To mislim, da je v zadnji instanci isto, vsaj zame. Mislim, Grki so samo imeli eno besedo za to, kalon. V bistvu, če recimo imate v Bibliji, ko Bog ustvarja stvari in reče v hebrejski Bibliji, bilo je dobro, tov hebrejski, v grščini je to prevedeno kalon, kar pomeni lepo. Lepo, tisto, kar je bilo lepo in dobro obeno. To je skratka mislim, in to celotna zahodna tradicija, tudi miselna, je dolg časa ohranila to prepričanje, da je eno dobro, resnično v zadnji instanci povezano, da je to za eno in isto realnost. Hvala lepa. V prvih straneh vidimo vedno premaga v intervjujih in povsod. Regina Križaj, baletna plesalka, je nagrado Prešernovega sklada prejela za baletni opus v zadnjih 2 letih, še zlasti za predstave Klasika in tango, Zlitje stoletij in Bajadera. Ste prvakinja ljubljanskega baleta, kjer plešete že 20 let. Svojo prvo solistično vlogo ste dobili v letu 1994 z Dulcinejo v baletu Don Quixote. Greva kar in medias res. Nikija je za balerino ena najzahtevnejših vlog, poleg belega in črnega laboda. In je vaša najljubša. Zakaj? Pride prvo na misel, kar je bilo zadnje lepo rečeno, ker se zgodi dobro in lepo obenem, v istem času in je to pravzaprav vse in je celota. Tako, bom rekla, privatno povedano, izven svojega profesionalnega konteksta. Je pa res, da se je ta neka želja s to Nikijo in da je bila vedno večja, bolj se odmikala, večja je bila in jaz sem bila starejša in sem bila v bistvu zrelejša in zato sem še toliko srečnejša, da se mi je res zgodila in da sem si znotraj nje pravzaprav lahko privoščila vse svoje znanje pač klasičnega baleta v tehničnem smislu in sem si jo tudi v bistvu zelo privoščila kot umetniški izziv, kot vlogo, kot žensko in tako nekako prav tudi v bistvu intimno sama zase. Ko mi umetniki rečejo, da je nekaj pri njih, da je vloga, tekst, s čimer se pač ukvarjajo najljubši, se vedno domišljam, da zato, ker so to oni. Ste vi Nikija? Ja, čeprav moram reči, da se mogoče to zdaj sliši malo enostavno, pa malo pocen, pa malo z lahko roko, v bistvu v smislu nekaj, kar si zelo želiš, pa ti je bližji, pa ti gre potem lažje. Nasprotno, teže je verjetno, ker hočeš biti tako. Mislim, ni čist tako, pač je neka, bom rekla se, to je zelo intimno, ampak velikokrat dobiš tudi nekaj pred sabo, kar se mogoče bojiš, ali pa se ustrašiš, da ne boš zmogel, ali pa nek lik, katerega ne maraš, recimo, ali pa
si misliš, da ga sploh ni od tebi, ne, od česa boš pravzaprav, kaj boš gledal, ne. Tudi od tega veliko potegneš, no, ampak smo pač, ne vem, ljudje tako narejeni verjetno, ne, da gremo za tem nekim, ne vem, je to umetniški egoizem, človeški. Oboje verjetno. Ampak vi pravite, da nikdar niste imeli prevelikih ambicij v baletu. Jaz pa vem, da je za vsem tam velik trud. Zato me zanima, da poveste zelo natančno, kaj pomeni biti prima balerina. Nisem imela ambicij, ker v baletno šolo nisem šla za roza krilci, me je peljala moja mama, ki je hotela biti balerina, in ko sem prišla v gledališče, mi je seveda to, moja ljubezen se je zgodila znotraj šolanja, in ko sem prišla v gledališče, me je pa to popolnoma zasvojilo. Ambicije pa nisem imela zato, ker so bile takrat v prvi vrsti prima balerine plesalke, ki sem jih jaz občudovala, ne. In jaz niti približno nisem imela tega znanja in teh sposobnosti kot oni in si nisem nikoli niti drznila pomisliti, da bi jaz kdaj kaj takega sploh lahko, ne. Seveda, ja, so bile neke, ampak ne pa realne, ne. In ni me v bistvu ta neka uspeti, ne, se mi zdi, da v vsakem času, ne, narediti ta svoj nek pošten maksimum, ne, biti pošten do sebe, do naloge, ki ti je dana, do predstave, ki jo plešeš, ne glede na to zdaj, koliko velika je mogoče ta vloga bila, ne, bila naslovna, je bila karakterna, ne vem, verjetno sem se včasih tudi kakšno želela, pa nisem nikoli dobila, naprimer, ne, ampak ne glede na to, no, se mi zdi, da je to pač to osebno poštenje, no, do tega, kar pač počneš, ne. Ampak kaj pomeni biti prima balerina? Recimo, ko pridete v dvorano, kako rečete, telovadnico, v dvorano in se primete zjutraj za drog. Kakšen dan je pred vami? Kar težek. Zato, ker prima balerina je, zvečer imaš predstavo, nosiš predstavo, ne vem, 3-4 dejanja in potem zjutraj se zbudiš, se komaj izvlečeš iz postelje in mogoče 2 meseca nimaš predstave in pred sabo nimaš projekta, v katerega boš vstopil. Se pravi, pravzaprav nimaš motivacije, ne. In vendarle greš ob 10 zjutraj na klase in se postaviš za ta drog, plus tega se moraš konstantno gledati v gledalo, ne. Po 7-8 ur na dan, kar je resnično naporno v tem poklicu. Težko verjamem. Res naporno. In v bistvu 10 zjutraj si prav, v bistvu en tak, bom rekla, prav en navaden smrtnik, ne glede na to, kakšen status imaš, kaj je bilo zvečer, ti imaš svoje lastno telo, svojo lastno, si odgovoren sam sebi in moraš najti to lastno motivacijo, tudi to zelo težko, ne. V bistvu, kako se pravzaprav konstantno, dnevno, fizično spravljati na nek maksimum, ne. Še posebej pa, če poznaš neke presežke, ne. Če veš, kaj je dobro, če veš, kaj je ekscelentno, če veš, kdaj res letiš, ne. Ker ti, ko skočiš, ko se dvigneš v zrak in pač ustvariš to iluzijo, ne. Jaz sama pri sebi, recimo, ne vem, od 100-krat, ne, ko skočim, ne, pa ljudje mislijo, da letim, jaz mogoče letim samo 3-krat. Ne, recimo, za moj lasten občutek, ne. In tako da prima balerina zvečer, pa prima balerina zjutraj pravzaprav eno in isto. Ampak ni, ne? Pravzaprav je, no. Je vprašanje duha, pravzaprav, no. Gotovo nima vsak baletnik, balerina nadarjenega telesa, vi ga imate. Kaj pomeni, da imate nadarjeno telo? Da se bolj spretno izognete poškodbam, da se počasneje starate? Nadarjeno telo mi je bilo dano, oziroma sem ga podedovala. Po kom? Po vseh. Od vsakega najboljši, pravijo. Vsi zadovoljni. Ja, seveda, ta fizis, ne, ki tako blazno omejuje ta poklic, ne, ki pravzaprav, kot mi je enkrat rekla moja starejša kolegica, veš, Regina,
Sej, ko ti bo pa postajalo jasno, ne, ti bo pa pravzaprav, ti bo telo več ne boš mogla, ne. Tako da zelo pomemben je, mislim, sreča v bistvu tega poklica v tem, če se ta tvoj zmogljivi fizis, ne, če še zmore, takrat, ko pravzaprav nekje začneš pravzaprav dojemati, recimo, bom rekla, vloge, naprimer, ne, pravzaprav, ko začneš odkrivati neke druge svetove, kamor se pravzaprav lahko umeščaš, ne, in kjer bi živel, ne, če bi ti bilo dano, ne, ampak pač tvoje telo je vedno manj je teh, ne, ta vrata in ti prostori so za telo vedno ožji, ne. In bolj, ko imaš nadarjeno telo, seveda bolj višje prideš, ne, in višje, ko prideš do časa, potem padeš, ne. Ampak mi navadni smrtniki z manj nadarjenimi telesi vedno mislimo, da ste prima balerine vedno razpoložene, vedno lepe, vedno v vrhunski formi, da ste pravzaprav punčka, ki nikoli ne odrastete. Temu ni tako. Ne bi rekla. Jaz mislim, da balerina zelo hitro odraste. Ravno zaradi tega, ker v trenutku, ko se zave, ne, da je njeno vitalno življenje, ne vem, mogoče 20-25 aktivnih sezon, ne, mislim, da je to absolutno prelomni trenutek, ne, ker se zavedaš, da pač nimaš časa, ne. In jaz pač versus ostalih umetniških poklicov, ne, se tega tudi zelo zavedam in zato pač vse ostale na nek način obožujem, zato ker imajo čas, da se razvijajo, ne, in je še, v bistvu vsaka stvar nosi še veliko časa, ne. Pri balerini pa to ni tako, ne. Jaz vem, ker vas pogosto vidim v gledališču, vem, da obožujete literaturo, da hodite rada na ostale knjižnico, ostale plesne predstave. Kaj iz umetnosti, drugih zvrsti vzamete in si v pomoč prislikate na balet? Pravzaprav vse. Takrat, kadar potrebuješ, ne, se samo pojavlja, no, tako da, ne vem, ni pravila, no, so v bistvu neke metafore, no, ki prihajajo, včasih tudi zelo nepovezane mogoče za vlogo, ampak ali pa za življenje, no. Ampak vi baletniki morate predvsem čutiti, kaj ne? Ali je to spet predsodek? Jaz mislim, da je to predsodek, jaz mislim, da je kar, da človek mora čutiti, ne. Nekako se mi zdi ta ločnica zdaj med umetnikom in človekom, in saj umetnik je človek.